Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz poslanskih klopi je danes z nami poslanec stranke Liste Marjana Šarca, Igor Peček. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Dobrodošli, torej ste po napornem delovniku v Državnem zboru. Kako se vam je življenje, odkar ste poslanec, spremenilo? Moram reči, da bistveno. Vsaj meni se je življenje bistveno spremenilo, predvsem kar se nekega dogovorjenega ali pa vnaprej predvidenega rituala življenjskega, ki je bil prej nekako obvladljiv, je zdaj ta slika drugačna. Dela je v Državnem zboru zelo veliko. Poleg tega so vsebine tudi zelo različne in če želiš res aktivno delati na določenih vsebinah, je potreben precejšen angažma. Torej ni več časa toliko za hribe gore, kot je bilo prej, ampak še vseeno, saj tudi poslanci se morate nekako sproščati. Ja, to je res. Časa je bistveno manj. Prej sem precej časa namenil tudi športu, kolesarjenju in pa gorskem pohodništvu, smučanju, tudi turnem. Tako da tega je sedaj manj, se pa najdejo še vedno trenutki in pa se jih je tudi potrebno vzeti, bodisi zaradi sprostitve ali pa tudi ohranjanja neke telesne kondicije. Na zelenici ste letos že bili? Že. Lepo. Uradujete tudi za občane v Cerkljah in v Šenčurju. Imate pisarno v tem kraju, ko ste tudi izvoljeni. Kakšno je sodelovanje z občani? Moram reči, kar se tiče poslanskih pisarn, na začetku takoj, predvsem v Šenčurju, ko smo skupaj z občino odprli poslansko pisarno, je bilo interesa zelo veliko, potem moram povedati pošteno, se je ta interes malce splahnel. Kar se pa tiče sodelovanja z župani in pa s krajani izven oziroma mimo poslanske pisarne, tega je pa zelo veliko. Tukaj lahko pohvalim oba župana, tako gospoda Kozjeka kot gospoda Čebula, da so izredno dovzetna, odprta, napredno usmerjena župana, veliko novih projektov tako v Cerkljah kot v Šenčurju, pa tudi županom Megličem se iz občine Naklo se večkrat slišiva, tako da ja, ta stik se mi zdi pomemben in ga želim ohranjati tudi v prihodnje. Kako pa je v Ljubljani? Ste član tudi v mnogih delovnih telesih v Državnem zboru? Ja, no, kar se tiče članstva v delovnih teles, se je situacija zdaj vsaj pri meni bistveno spremenila. Prej sem pokrival predvsem evropske zadeve in pa področje gospodarstva. Bil sem tudi predsednik odbora za zadeve Evropske unije. Veliko srečanj z ostalimi predsedniki parlamentarnih odborov znotraj EU-ja oziroma z drugimi državami članicami. Od lani marca pa sem šel na zame relativno novo področje, to je področje financ, ki sem ga spremljal sicer že prej. Prevzel sem tudi vodenje komisije za nadzor javnih financ, tukaj pa je dela zelo veliko. Nekako smo v takšnem turbulentnem letu, nikoli ne vemo, kaj nam bo leto prineslo, še posebno lansko je bilo posebej drugačno. Pa bi vas prosila za oris trenutnih razmer. Kako vidite sedanjo situacijo dan danes? Ja, kot ste povedala, zgodila se nam je kriza, na katero nismo bili pripravljeni. Niti jo ni nihče pričakoval. Zdaj dejstvo je, da take in drugačne krize so se dogajale tudi že prej. Običajno so krize potem spremljale tudi težave, predvsem zaradi tega, ker ljudje niso bili pripravljeni na te krize. In podobno je tudi tokrat. Ta kriza COVID pač je trenutno najbolj zdravstvena kriza, delno tudi že gospodarska kriza. Tisto, kar pa čemur se je potrebno na nek način izogniti,
sta pa še kriza, ki se lahko zgodi na področju sociale in pa ta okoljska kriza, katerih pač odziv oziroma odgovor je tudi ta reakcija Evropske unije, kar se tiče inštrumenta za okrevanje in odpornost. No, vsem tem in o teh dveh temah, o demografskem skladu in o kako po covidu bova govorila o nadaljevanju oddaje. Zdaj pa me zanima, ogledali si bomo tudi nekaj izmed vaših nastopov v Državnem zboru, pa se preidiva kar na prvo temo. Zakaj se vam zdi, da je potrebno ustanoviti demografski sklad, nacionalni demografski sklad? Ustanovitev dodatnega fonda, ki bi pokojninski blagajni zagotavljal finančno vzdržnost, je nujna. Nujno je tudi dolgoročno razbremeniti javno pokojninsko blagajno. Dejstvo je, da je slovenski pokojninski sistem, če lahko temu tako rečem, finančno nevzdržen. Deluje na principu iz rok v usta in vrzel, ki se trenutno pojavlja v pokojninski blagajni, znaša dobro milijardo. Vemo, da v letu 2020 na primer je bilo upokojencev 624 tisoč. Razmerje na primer med zavarovanci in upokojenci se z leta v leto zmanjšuje. V letu 2020 je bil ta faktor 1,53, letos se bo verjetno še zmanjšal glede na napovedi. Odhodki za pokojnine pa vsako leto znašajo skoraj 5 milijard. Torej je nujno, da poleg proračunskih sredstev, kot sem povedal, v letu 2021 se načrtuje 1,150 milijonov prihodka iz proračuna, je treba to vrzel v pokojninski blagajni nekako zapolniti. In zato je potreben dodaten vir. Ali je ustanovitev nacionalnega demografskega sklada na način, kot ga sedaj predlaga vlada, pravilen, pa sproža kar nekaj vprašanj, tudi kritik v javnosti, tudi teh strokovnih, ekonomskih. Učinek državnega premoženja v proračun vemo, da danes znaša nekje, bom rekel, 300 milijonov. Prenesti vso premoženje v demografski sklad, ki ga v tem trenutku je okrog 8,5 milijard, je dokaj tvegana, na nek način tudi neustrezna rešitev, zato ker prihodki iz dividend ne bodo dovolj za to, da bo pokojninska blagajna bolj vzdržna, kot je vzdržna sedaj. Zdaj pač poleg prispevkov, ki jih zavarovanci dajemo v pokojninsko blagajno, pač kot sem povedal, proračun prispeva več kot milijardo. Ne gre samo za nabor projektov, ampak gre za nacionalne strukturne reforme. Cilj je jasen. Povečati je potrebno dodano vrednost, narediti določen preboj tudi v miselnosti, pripraviti družbo na te reforme, kar je vse posledično tudi stimulus za BDP oziroma za bruto domači proizvod, ki bo v naslednjih letih vsekakor zelo na udaru. Povečuje se pa res delež starejših in dejstvo je, da se vse stranke borite za upokojence, ne samo nekatere. Ja, glejte, pač skrb za upokojence, jaz mislim, da ne sme biti samo naloga strank. To mora biti skrb za oziroma nek odziv na te demografske trende, ki se, oziroma na demografsko situacijo, če temu lahko tako rečem, mora biti reakcija celotne družbe. Res je, upokojencev je, kot sem povedal, 624 tisoč, vse stranke nekako politične tudi želijo skrbeti oziroma dati doprinos temu,
ampak bistveno je, da tukaj odreagiramo kot družba. Kaj je pomembno za državo? Tako je. Predvsem, kar je pomembno za državo. Poglejte, vse evropske države na nek način imajo neke sklade, ki pomagajo k finančni vzdržnosti pokojninskega sistema. Vendar politika, ki jo vodijo te države do pokojninskega sistema, je pa različna, precej različna od te, ki smo si jo, oziroma ki jo je začrtala naša vlada s tem demografskim zakonom. Kaj mislite, da se bo zgodilo? Kot veste, je na tnalu referenduma. Ja, kot veste, je zdaj pač zakon bil v drugem branju. Ena izmed velikih kritik tudi samega postopka v Državnem zboru je, da smo na odboru za finance praktično drugo obravnavo zakona obravnavali poslanci sami, opozicija in koalicija, in Ministrstvo za finance ni bilo pa nobenega drugega strokovnega deležnika. Mi smo zahtevali tudi z predlogi, da se k razpravi, kar je po mojem mnenju nujno, povabi tudi ostale inštitucije, tako sindikate kot ekonomsko-socialni svet. Posluha za to ni bilo. To je bil tudi eden izmed razlogov, da smo člani opozicije na seji odbora za finance obstruirali sejo. Ne zaradi vsebine ali pa zaradi tega, ker ne bi želeli sodelovati v razpravi, daleč od tega, ampak zato, ker praktično noben poziv, da se razprava o tako pomembni temi, ki se ne tiče samo tega stanja oziroma nas, ampak se tiče predvsem naših generacij oziroma generacij, ki bodo prišle za nami, razširi. To nam je na nek način uspelo šele potem, kasneje, na Komisiji za nadzor javnih financ, kjer je na pobudo opozicije prišel predlog za sklic izredne seje. Tam smo to razpravo opravili z sindikati, s predstavniki sindikatov, povabljene so bile vse sindikalne centrale, in tam smo lahko slišali precej različnih mnenj oziroma tudi precej kritik na način, ki ga na nek način delegira vlada. Zakon je zdaj predviden, da bo šel v tretjo obravnavo. Vemo, da po tretji obravnavi običajno zakon stopi v veljavo. Napoveduje pa se, tako kot ste rekli, vsaj 2 referenduma. Prvi posvetovalni referendum, drugi pa verjetno tudi zakonodajni referendum, ki pa upam, da bo strožje opozorilo tudi vladi. Vemo, da ta zakonodajni referendum pomeni tudi na nek način zavrnitveni referendum lahko, ne? Če se bodo državljanke in pa državljani pač na referendumu tako odločili, in to na nek način, ne želim prejudicirati, je v narekovajih lahko tudi neka izrečena zaušnica ali pa nezaupnica vladi. In kaj mislite, da je naša odgovornost? Kako lahko razmišljamo ljudje? V poslanski skupini in pa v stranki LMŠ menimo, da gre pri tej obliki ustanovitve nacionalnega demografskega sklada bolj za koncentracijo lastništva in pa upravljalske funkcije. Zaradi tega, v to sem trdno prepričan, pokojnine bodo nič višje. Gre za koncentracijo premoženja v vrednosti 8,6 milijard evrov na eno mesto. To, kar zdaj zdela pač holding državni, ne SDH, naj bi zdaj delal demografski sklad, s tem, da se nižajo kriteriji, tako kar se tiče upravljalske in pa nadzorstvene funkcije. To ni dobro. Donosi, ki jih s premoženjem preko dividend ustvarjajo ta podjetja,
so po mnenju SDH-ja nekje že zdaj optimalni in upati v to, da bo potem drugače, ne bo, sigurno ne. Kvečemo se lahko zgodi s tem, ko se tudi izločuje nekatere naložbe iz tega sklada ven, da se bo državno premoženje kvečemu samo še manjšalo, da bo država lažje prodajala premoženje, kar bo posledično pomenilo nižje dividende in pa nižje donosa. S tem, če le pogledajte, danes poznamo 3 vrste naložb, s katerimi upravlja holding. To so tako imenovane strateške, v katerih je pač večinski lastnik oziroma država, so pomembne in pa portfeljske. Portfeljske so tiste, s katerimi se trguje. Pomeni, se prodajajo, se kupujejo z enim namenom, pač z dodano vrednostjo. Cilj je donos. Pomembnih ne bo več po novem, po tem predlogu. Bodo samo še strateške, pri katerem se lastništvo spušča na 50 plus 1 delnica, se pravi, država bo lahko v teh podjetjih, kjer je zdaj lastnik, relativno lahko prodajale te deleže, in mi bomo pač z 8,6 lahko se zgodil, da v določenem obdobju prišli na 3-4, vemo pa, kakšni donosi se lahko predvidijo pri taki obliki in pa velikosti premoženja. Zdaj, pomembno je vsekakor to, da projekt razvojnih reform, strukturnih sprememb potrebnih za družbo ne temelji samo in zgolj na načrtu za okrevanje in odpornost. S tem se absolutno strinjam. Če vzamem samo primerjavo, recimo alternativni načrt, ki smo ga pripravili v koaliciji KUL, zajema 218 projektov, ki pa so vredni 15 milijard evrov. To je dobrih 30% tega, kar bomo pokrili z načrtom za okrevanje in odpornost. In če naredimo primerjavo z vladni jih ima več kot 330 za manj denarja. Pomembno je, kakšne projekte uvrstimo v nacionalni načrt in kaj potem ti projekti pomenijo bodisi za izvajanje reform ali pa so projekti posledica prioritet, razvojnih prioritet, ki jih na nivoju države postavimo. Vsi si želimo, da bi bila država dober gospodar. Ja, vsekakor. Vsi si želimo, da bi država bila dober gospodar. Ne zagovarjam v nobenem primeru absolutnega državnega lastništva, ker vemo, da pač tudi nek odziv na tržne razmere je drugačen, če je lastništvo drugačno. Že po naravi, oziroma to imamo kar nekako privzgojeno, da je država bolj tak klasičen, počasen lastnik, ampak to, da v demografski sklad kot tak zdaj dajemo vse naložbe države pod eno streho, med drugim naprimer tudi STA, ki v demografski sklad nikakor ne sodi, pa sigurno ni politika. Demografski sklad kot tak bi moral predvsem skrbeti za portfeljske naložbe. In pri tem slediti 3 ključnim ciljem. To so varnost naložb, donosnost, transparentnost in iz tega izhaja potem tudi likvidnost. Ker takrat, ko potrebuješ denar, ga moraš vzeti in moraš imeti na voljo. In to ti portfeljske naložbe lahko dajejo, zato so ti 3 cilji ključni. Pri tem in tudi v LMŠ zagovarjamo, se pravi, mi zagovarjamo sicer, da potrebujemo nek pokojninsko-demografski sklad, ki bo operiral izključno s portfeljskimi naložbami, vendar mora biti ta del neke bolj celovite pokojninske reforme. Dejstvo je, da pri nas
sicer poznamo 3 stebre, ne, s katerih se polni pokojninska blagajna, ampak nažalost bolj ali manj funkcionira samo prvi steber, to so prispevki, se pravi, treba vključiti tudi prispevke iz tega tako imenovanega drugega oziroma tretjega stebra, kjer zavarovanci namenjajo tudi določen del sredstev za pokojnine. Ne moremo se primerjati s Francijo, naprimer, kjer se proračun tudi daje v pokojninsko blagajno, vendar se tam proračun namensko polni naprimer z davkom na premoženje za pokojninsko blagajno. Nismo tudi Norveška, nimamo takega bogatstva kot Norveška, naprimer, kjer Norveška mislim, da pozna 2 sklada, tako imenovan pokojninski in pa naftni sklad, ker je pač naravno bogatstvo tisto, ki zagotavlja to premoženje, ampak ta 2 sklada skupaj imata skoraj 2000 milijard evrov. Ne. Lahko rečemo samo, da upamo na trezno presojo in v pogledu naprej, pozitiven pogled naprej. Vsekakor. Na to moramo upati in tudi računati treba, da se bo v tej smeri, da se bodo dogodki in pa vse, kar je povezano z ratifikacijo tega zakona, tudi zgodilo. Še druga obsežna tema nas čaka nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Tudi o tem boste lahko govorili kar nekaj časa. Ja, vsekakor lahko. To je pa tema, o kateri se da res veliko govoriti. Predvsem zato, ker je to v bistvu eden izmed prvih, bojim se tudi, da eden izmed zadnjih takih ukrepov, ki jih je Evropska unija oziroma Evropska komisija sprejela. Razloge sem delno omenil že na začetku, pač tukaj gre za odziv na situacijo, v kateri smo se znašli, na krizo, v kateri smo se znašli. In namen je predvsem ublažiti posledice te krize in pa preprečiti, da se poleg te zdravstvene oziroma delno gospodarske krize potem zgodi še kakšna druga kriza. In kako bo s temi dokumenti, kaj si bomo lahko pomagali z Evropo, kako predvidevate? Gre za začasen inštrument, ki je Next Generation, se mu reče na evropski, oziroma mi mu rečemo inštrument za okrevanje, ki znaša 750 milijard evrov za vse države članice. Za našo državo oziroma za Republiko Slovenijo to pomeni 5,7 milijard z enim pač ključnim ciljem, ne? Odpraviti neposredno gospodarsko škodo, ki je nastala oziroma nastaja kot posledica zdravstvene krize, predvsem pa to drugo, se pravi potencialno socialno škodo in pa okoljsko, ki se nam lahko zgodi, če našega ravnanja oziroma načina obnašanja v prihodnje ne bomo spremenili. Sam mehanizem za okrevanje in odpornost bo za nas pomenil nekje 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in pa 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Potem so pa znotraj tega sklada, ker moram reči, da to ni edini inštrument in to je napaka. Napaka, ker se preveč govori samo o tem inštrumentu, o teh 5,2 milijarde evrov, ki nam bo na tak ali pa drugačen način na voljo. Tukaj moramo vsekakor prišteti še 2 sklada, to sta React sklad, kjer je na voljo 320 milijonov in pa sklad Obzorje, kjer bo na razpolago skoraj 200 milijonov. Potem je pa tu še kohezija. Kohezijski sklad, vemo, da se zdaj ta perspektiva se trenutno izteka. Mi imamo kot država na voljo še približno 1,5–1,6 milijarde finančnih sredstev nepovratnih, ki jih moramo počrpati do
konca te obstoječe perspektive, je pa zdaj že nova, se pravi 2021-2027, kjer bo pa na voljo še dodatnih skoraj 7, se pravi govorimo o vsaj 10,5 milijard evrov in v tem sklopu oziroma v tem obsegu, vsaj v tem obsegu je potrebno pripraviti načrt za okrevanje in odpornost oziroma je treba natančno in pa zelo jasno formulirati razvojne spremembe, ki jih kot država želimo doseči. Ali preveč pričakujemo od Evrope in premalo dobimo ali premalo naredimo? Ja, dobro vprašanje. Bom začel malo drugače. Dejstvo je, da nihče nam nič ne da zastonj. Ne tako ali drugače. In tudi ta denar, ki ga bomo sedaj dobili iz Evrope, bo treba na nek način vrniti. Tudi, ko govorimo o povratnih sredstvih. Zakaj? Zato, ker tudi Evropska unija oziroma Evropa ne more kar tiskati denarja, ne? Povratna sredstva se bodo preko držav članic v prihodnje vsekakor vrnila v obliki davkov. Govori se o novem davku, ki bo na finančne transakcije, govori se že kar nekaj časa o ogljičnem davku. Tako da, koliko teh davkov bomo pa dejansko plačevali v prihodnje, je pa odvisno od nas. Če bomo mi zdaj te razvojne reforme, te spremembe naredili na način, da bo naše gospodarstvo, naše okolje ogljično nevtralno, bomo davka plačevali manj. Se pravi, bo to za nas plus. Bomo ta denar, ki nam je sedaj na voljo, dobili ga bomo več, če lahko rečem malce tako po gorenjsko, dobili ga bomo več, kot ga bomo potem kasneje skozi davščine vrnili. Je pa res, da to, kar je pa kritika tega vladnega načrta, da ta načrt ni pripravljen tako, da bi imel take učinke v prihodnje, tako na gospodarstvo, na podjetniški sektor, kot na izobraževalni sektor, da bi lahko ta učinek bil pomnožen. Očitek je tudi zelo pogost, da se preveč vlaga v infrastrukturo oziroma v beton, to se piše danes po medijih. Sam osebno in tudi v stranki nimamo nobenega pomisleka proti infrastrukturi, kvečjemu nasprotno. Vendar ni prav, da se v ta načrt, če govorimo o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, dajejo projekti, ki bi morali soditi v kohezijski sklad. Tukaj v tem delu morajo res biti taki projekti, ki bodo sledili določenim razvojnim spremembam oziroma strukturnim spremembam, kot radi rečemo. Mogoče ob koncu najinega današnjega klepeta, kakšne cilje naj zasledujemo? Kako torej naprej? Ja, cilji so dokaj jasni. Cilji so jasni, predpisani z dvema uredbama, ki jih je na nek način vsem državam članicam delegirala Evropska komisija. Vemo, da moramo slediti zelenemu preboju, da moramo z tega fonda vsaj 37% sredstev nameniti zelenem, 20% digitalizaciji, iti moramo v smeri bolj sodobne, razvojno naravnane družbe. Zato je pa potreben tudi določen preobrat v naših glavah. In kaj naj bo naša odgovornost? Naša odgovornost mora biti predvsem stremeti k temu, da bomo iz tega denarja znali narediti takšen načrt in pa takšne projekte, ki nam bodo v prihodnje
prinašali dodano vrednost, ki bodo pozitivno vplivali na gospodarsko rast. Jaz dostikrat rečem tudi, avto je fin, super je, ne? In vsi imamo radi dobre avtomobile, vendar avtomobil kot tak dobi dodano vrednost takrat, ko ima cesto. In tudi tukaj moramo gledati na to, kar nam zdaj Evropa na nek način, jaz bom kar rekel, malo vsiljuje v to, da se obrnemo v neko smer, ki je nastala jaz upam in sem prepričan, v pametnih glavah, da tej smeri sledimo na pravi način. Spoštovani gledalci, naš današnji gost je Igor Peček, poslanec. Pa mora biti vprašanje ob koncu. Smo še vedno v epidemiji, vendar pomlad trka na naša vrata. Kakšno pomlad si želimo? Zeleno. Predvsem si sam osebno in pa tudi mislim, da se moramo vsi želeti zeleno pomlad. Navsezadnje pomlad je eden tistih letnih časov, ki vse navdaja z nekim upanjem, z nekim zanosom. Snega ni več, sneg je šel. Zdaj bodo začeli zeleneti travniki, drevesa in to je samo vzpodbuda tudi, da v naših glavah to razmišljanje prerase tisti okvir, v katerem sem govoril prej. Veliko je bilo govora o Evropi, pa mora biti ob koncu še, kaj pa vam pomeni lokalne zgodbe? Ključne. Lokalne zgodbe so ključne. Konec koncev doma sem iz vasi, vse življenje živel na vasi, bil tudi predsednik krajevne skupnosti. Zelo pomembno je, da se zavemo pravzaprav, kje smo, da imamo stik z ljudmi, s katerimi vsakodnevno živimo, tudi če jih ne vidimo vsak dan, in iz malega raste veliko. Hvala lepa za obisk v našem studiu, veliko modrih odločitev kljub zeleni pomladi. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost, lep in prijeten večer še naprej. Nasvidenje.